Prihajaš iz Gorenjske, tam vemo, kaj pomeni hokej oziroma na splošno. Mladi fantje, skoraj logična izbira je hokej. Potem me je klical takratni direktor Olimpije, Matjaž Sekelj, in je on dal zelo dobro ponudbo mi, ker je rekel, da mi bojo določen procent moje pogodbe plačali v letalskih urah, ker mi smo bili čisti eksoti za cel hokejski svet. Slovenija je bila, kot bi zdaj rekel, Turčija. Vsak tujec, ki je prišel sem, je bil šokiran, kako je to, da se v bistvu igra tle v eni majhni Sloveniji, ampak naboj je bil pa tako, da se igra za prvaka galaksije. Ne? Vsi smo vedeli, cela hala v bistvu je vedela, da bo nekaj. In potem, ko smo videli, kdo gre gor, pa kako se postavijo, ker hitro se že prav spomnim se, Polonce je rekel, to je to. Mislim, jaz zelo rad letim, zdaj imam že več kot 10,000 ur, ampak še zmeraj zelo uživam v letenju. Jaz sem takrat potem dobil službo v nizkocenovniku Ryanair in se spomnim prvega leta. Inštruktor je bil en zelo izkušen, en izmed bolj izkušenih v celi Ryanair firmi, kar je zelo velika. Jaz se spomnim, da je let bil iz Liverpoola na Rodos, ki traja skoraj 5 ur. Meni je minil, kot da bi bilo 5 minut. Jaz sem imel tudi dosti prijateljev v Adriji, ki so takrat izgubili službo. Živijo, moje ime je Jurij Goličič, bivši hokejist, trenutno sem pa linijski pilot. Danes gostim prvega hokejista v tej oddaji. Jurij Goličič je pustil globok pečat v slovenskem hokeju, a njegova zgodba se ni končala na ledu. Dokazuje, da so športniki več kot le samo športniki. Drsalke je zamenjal za pilotsko kabino in postal kapitan komercialnega letala. Njegovi prijatelji so o njemu rekli, da je človek obdobij, o tem nam bo malo več povedal sam. Spoznali bomo pa tudi njegovo pot od Gorenjske, pa Olimpije, pa vse do Katarja, v katerem zdaj prebiva. Jurij Goličič, dobrodošel v oddaji 45 minut z Najcevit. Ja, hvala, živijo tudi tebi, Najc. Prihajaš iz Gorenjske, tam vemo, kaj pomeni hokej oziroma na splošno. Mladi fantje, skoraj logična izbira je hokej. Je bilo tudi pri tebi tako? Ja, Gorenjska je sicer zelo znana po hokeju, ampak moram reči, da pri meni ni bilo čist spontano, da bi šel na hokej, ker moj oče je bil smučar in je najprej poskušal me v smučanje usmeriti, ampak nekako sem sam prišel do tega, da sem forsiral hokej in tako se je pol začel. Omenil si očeta in pri njemu, ko rečem letala, tudi zaradi tega si se verjetno sam zaljubil v letala, je bil on tisti glavni krivec za to? Ja, moj oče je zelo takrat, proti koncu Jugoslavije, je bil en izmed začetnikov te male, ultralahke aviacije in takrat je imel tudi svoj avion. Jaz sem bil star 90 let star fantiček in sem z njim okrog hodil. Zelo rad je tudi z mano letel, ker sem bil lahek, ker ta letala so imela zelo nizko vzletno težo in on je bil močan, rečemo, jaz pa majhen, tako da sva veliko preletela skupaj. A je res, da ste ga imeli celo praktično pred domom parkiran v garaž? Mislim, on je bil takrat velik entuzijast, tako da mislim, da v določenem trenutku smo imeli še celo 2. Ja. A si pa imel kdaj tisto, verjetno si se zaljubil, hokej in to letalstvo, si bil kdaj na tisti tehtnici, zdaj pa a bom šel v hokej, a bom šel v letalstvo, a si bil kdaj na tej točki? Ja, velikrat. Mislim, da sem predvsem takrat, ko sem se vrnil iz Kanade, takrat sem zelo tehtal, kako nadaljevati, ampak potem me je klical takratni direktor Olimpije, Matjaž Sekelj,
in je on dal zelo dobro ponudbo mi, ker je rekel, da mi bojo določen procent moje pogodbe plačali v letalskih urah. Okay. In to so res naredili, tako da sem jaz takrat začel leteti na Brniku in se šolati, pa igrati hokej v Ljubljani. Zato ste imeli, ne vem, jaz, če se prav spomnim, takrat nekaj časa, vem, da je imela tudi Olimpija, vem, da je imela sponzorja Adria, z bioteke prste vmes. To ni bilo pa Adria, mislim, da to ni bilo povezano, okay. Ampak ja, so takrat tudi letalske firme so sponzorirale. Ja. Lepa. Dajva se vrniti nazaj. Okay. Bil si še najstnik, odločil si se en prvih Slovencev si, ki si odšel čez lužo v Kanado, zibelko hokeja, če lahko rečem. Ja. In tam prebijal let. Kako je bilo, mislim, da še nisi bil 18 let star, ko si šel gor in kako je bilo to življenje tam? Ja, jaz sem bil, mislim, da sem bil prvi ali pa drugi, tretji od Slovencev, ki sem šel takrat v Kanado. In jaz sem prišel do tega, sem bil dokaj dober in mislim, da sem takrat prerasel nekje to slovensko sceno in sem rekel, zdaj, če jaz hočem hokej igrati, moram iti. In ja, sem prišel v Kanado, dobil sem priložnost, je bilo pa zelo težko, lahko rečem, da je bilo zelo težko, ker mi smo bili čisti eksoti za cel hokejski svet. Slovenija je bila, kot bi zdaj rekel, in Turčija. Jaz sem prišel tam dobesedno smo iz ničle štartali, vsi takrat, ko smo prišli poleg mene, za menoj je prišel tudi Marcel Rodman, pa mislim Tomaž Razinger, David Rodman in ja, nismo mogli začeti iz ničle, tako da je bil kar velik šok, no, ker nismo bili navajeni tudi take konkurence, vsega. Cel okolje je bil bolj hokejsko naravnan kot tukaj. Se ravno to me zanima. Ja, v Sloveniji vemo, da hokej ni številka ena, je relativno popularen, ampak vseeno hokej v Kanadi je čist drug svet. Je to dejansko občutiš to, ko priješ tja? Ja, to res občutiš takoj. Ko pristaneš na letališču, vidiš, da je hokej številka ena. Tako da, glede tega seveda je super, ker je številka, ampak so pa drugi pritiski, ker se pa vsi gledajo, vsi spremljajo. Tako da ja, pa drugače obstajajo pritiski. Potem si se po nekaj letih, ko si odigral tam, si se vseeno vrnil v Slovenijo. Zakaj? Je kdaj obstajala, bil si tudi, mislim, da si bil kdaj na draftu izbran? Ne, nisem bil. Saj v bistvu to je bila ena izmed stvari, zakaj sem se takrat vrnil. Ker jaz sem šel v Kanado z eno željo. Moja želja je bila igrati v NHL-u. In nažalost, moj leto drafta, ko sem bil star 18 let, takrat sem spustil več kot pol sezone, ker sem bil poškodovan, imel sem poškodbo hrbta. In zaradi tega, v bistvu mi je zelo dobro mi je šlo do takrat s tisto poškodbo, pa so me pa nekako pozabili, ne bom rekel, in nisem bil draftan. In v tistem trenutku sem bil dokaj razočaran, zato ker jaz sem prišel tja zaradi tega. In v bistvu sem takrat sprejel odločitev, sem rekel, ja, jaz sem prišel zaradi tega tukaj, sedaj nisem bil draftan, ne vidim mojega cilja in zato sem se takrat vrnil v Evropo nazaj. In si prišel v Slovenijo nazaj, normalno logična izbira bi bila Jesenice, rekel si, takrat je bila neka Olimpija bolj agresivna, takrat je direktor Sekelj. Takrat Jesenice so zmeraj bile en zaprt krog. Ja. Zaprt krog in jaz, tudi če sem bil Gorenc iz Kranja, iz Podbrezij, na Bledu sem igral, ampak nisem bil Jeseničan. In to je Zgornjesavska dolina, to sem bil outsider za njih. In ko sem se jaz takrat vrnil, oni tudi, mislim, da tudi pomislili niso, da bi mene kontaktirali, pa da bi jaz lahko. Matjaž Sekelj je bil pa v Ljubljani, on je bil pa zmeraj iznajdljiv. In takrat je on mene klical in smo se hitro zmenili. Ja. Rekel si, da si potem tudi šolil se, oziroma si izobraževal se za pilota, takrat športnega letalstva. Ne? Ja. Kako si pa usklajeval vse to, treninge in v bistvu tudi te šolanja za samega pilota? Ja, nekako usklajevanje mi zmeraj šlo dobro od rok. Ni bilo lahko, ampak ta šolanje, samo šolanje za pilota je zelo individualen, tako da se lahko zelo prilagodiš, usklajuješ z ostalim, tako da ni bilo problema.
Da se vrnemo nazaj na Jesenice Olimpija, to rivalstvo. Takrat v tvojih časih se mi zdi, da je bilo to še bolj napeto, nekako tega je zdaj malo manj, ampak kako se spomniš tistih časov, kdaj je bilo tudi ok, prehajaš z Gorenjske, vseeno rekel si, da se nisi nikoli čutil kot nekak Jeseničan, da si bil tam vmes, ampak ja, kako si takrat ti doživljal te derbije? Ja, rivalstvo Jesenice Olimpija, to je zelo težko pojasniti. Zdajle, mogoče v tem trenutku se ne čuti toliko tega, zato ker so Jeseniče pač malo na nižji točki, ampak v preteklosti je bilo to res neverjetno rivalstvo. Vsak tujec, ki je prišel sem, je bil šokiran, kako je to, da se v bistvu igra tle v eni majhni Sloveniji, ampak naboj je bil pa tako, da se igra za prvaka galaksije. Tako da, ja, jaz sem čutil to, bil sem nekje vmes, potem ko sem prišel v Ljubljano, v bistvu so me Gorenjci vsi sovražali. Ko sem potem šel na Jesenice, so me Ljubljančani sovražali, Gorenjci pa tudi niso na začetku takoj sprejeli. No. Tako da, to je bilo zmeraj je bilo napet. No. Ja, to je nekako normalna dinamika navijaštva pri teh gorečih rivalstvih. Ja, ko si rekel, potem si skupaj nekako v paketu ste odšli z Polončičem, Žagarjem, ti si šel. Kako je bilo to takrat? Takrat je bilo kar velik boom, ker odidejo ne samo eden, ampak 3-4 igralci, to je moglo biti kar velik. Ja, tisti časi so bili zanimivi, no, zanimivi. Jaz vem, da sem bil približno 5 let v Ljubljani, potem sem se pa menil za naslednjo pogodbo, pa so mi zelo slabo pogodbo ponudili. Na tistem trenutku sem rekel, če je to, potem bom jaz grem. In takrat je bil Matjaž Sekelj tudi direktor, je rekel, ja, to je to. Okay. Prva stvar, ki sem jaz naredil, sem rekel, ok, jaz grem. In sem sam, brez agenta, jaz sem samo dobil sem številko z Jesenic, ne vem, kdo je bil takrat predsednik, mislim, da je bil Slavko Ašman, sem takoj klical. Sem rekel, poglejte, jaz sem na voljo. Kar se sliši smešen, noro. In so rekli, ja, ok, te bomo nazaj klicali. In so me res čez 1 uro so me klicali, lahko prideš takoj na pogovor. Sem rekel, ok, pridem. In so bili šokirani takrat, kako se jaz kar sam ponujam, najprej so mislili, da je to en trik ali kaj je. Ampak lahko rečem, da smo se v 15 minutah zmenili, kar so mi dali pogodbo, so mislili, meni je v redu in meni je bilo čisto vseeno glede denarja. Jaz sem sam rekel, da sam hočem Olimpijo premagati. V bistvu času so pa isto stvar imeli tudi ostali, Žagar, Rožič, Polončič. Oni so se po paketu, jaz sem se nekako sam, oni so pa vsi trije malo za mano klicali isto na Jesenice. Tako da so takrat, ko sem se jaz zmenil, je meni tudi predsednik Jesenice rekel, so me pa še 3 klicali. Sem rekel, ok, jaz ne vem. Tako da v glavnem se je stvar v parih dneh razpletla, da smo vsi 4 takrat prišli na Jesenice in vmes so me potem še z Ljubljane še enkrat Matjaž Sekelj klical, da se je premislil, če bi ostal v Ljubljani, ampak jaz sem takrat rekel, glava je bila že druge. Ne, jaz sem rekel, si me ne zaslužite. Se po tej plati te čisto razumem. Daj mi povej, zdaj je situacija, imamo močno Olimpijo, organizirano Olimpijo. Ti kot hokejist obeh ekip, ki si igral in tam, kako žalostna je zdaj vse situacija na Jesenicah, vsi si želimo tega rivalstva, teh derbijev, ki so pa vse bolj, vse slabši oziroma kvaliteta na strani Jesenic je zaradi takšnih in drugačnih razlogov žalost. Jaz ti zelo želim, da bi že spet Jesenice tudi postale močne in da bi dobila Slovenija ta derbi, zato ker mislim, da samo tako bo lahko hokej na dolgi rok tudi preživel. Zmeraj so finančni problemi in upam, da se bodo to lahko rešili v smislu, da bi imeli tudi Jesenice boljšo in močnejšo ekipo, da bi to že spet postalo nekak rivalstvo. Ja. Trenutno je Olimpija 2 koraka pred Jesenicami, ampak upam, da bi za dobro hokeja. Ja, ker sva zdaj pri Jesenicah in Olimpiji, ne moram jim pretepal.
jaz kot najstnik, ki sem hodil na tekme, meni je bilo zmeraj, ok, sej si mlad, tak navihan, gledaš na te pretepe z nekimi takimi očmi, ti je zanimivo, ampak meni je bilo pa zmeraj, kot starejši, ko sem, mi ni bilo jasno, kako lahko v hokeju so te stvari dovoljene, da se dva ali pa ekipa stepe, dobi kazen 2 minut in potem je, recimo, prihajam iz nogometa, pa tudi v drugih športih, če si slučajno se z nekom stepil, to so bile kazni tudi po sezono ali pa po 10 tekem in podobno. Ne? In pa nič ne pravim, a je prav ali ni, ampak tudi jaz ne zastopam, kako je to dovoljeno, pa kako je to možno, ampak to je ena tradicija v hokeju. Sicer to vse skupaj malo pada, zato ker so tudi naprimer v Severni Ameriki, kjer se je hokej v bistvu začel, pa kjer oni diktirajo, kako se razvija, vse to malo pada, zato ker so tudi videli, da so poškodbe pa na dolgi rok tudi hude. Enforcerjev praktično ni več, ne? Ni več, zato ker so videli, da so imeli velike poškodbe možganov po vseh teh pretepih. Tako da to vse malo pada. Ja, se pravi, jaz tudi ne vem, kako je prišlo do tega, da je v hokeju to normalno, ampak je, ja, nisem pa bil jaz nikoli nek pretepač. Tako da jaz se govorim. Ali res velja tako, da dejansko je se bilo zmožno z unim, ki si se stepil, dejansko iti pol na pivo, po domač povedano, oziroma na pijačo, ni bilo nobenih zamer potem, tudi v reprezentancah. Veliko krat je prišlo direkt pred reprezentanco, na koncu v reprezentanci zaradi tega ni bilo problemov. Res je, ja, res je. Hokej je dosti džentelmenski šport, tako da na ledu se marsikaj naredi, ampak izven ledu pa lahko rečem, da smo bili pa zmeraj prijatelji, tudi Jesenice, Olimpija in drugi. Ja, zelo tak džentelmenski šport, no. Pa je bilo dejansko kdaj, da je trener rekel, ali pa da ste imeli v ekipi enforcerja, po domač povedan, in se je vedel, ok, zdaj pa bo, ali pa da je nekako bil nek znak. Ja, to se velikrat ve. Naprimer, zanimivo anekdota je takrat, ko smo prej govorili, da smo mi šli 4 na Jesenice. In potem nismo točno vedeli, mi smo bili tarče. To je bila takrat tista sezona, je bila fenomenalna, ampak zanimiva. In smo vsi vedeli, da prva tekma pred Olimpiji bo težka. In smo se mi že pogovarjali pred tekmo, bodimo redi za karkoli. In se spomnim, da seveda na drugi strani je bil pa tudi trener, je bil Matjaž Sekelj, ki je bil zmeraj znan, da se pa tudi ni dal. Ekipo so imeli dosti pretepaško. In se spomnim, mi 4 smo bili pa tudi skupaj v liniji, to se pravi, smo bili 4 skupaj na ledu. In se spomnim, da je ena izmed začetnih menjav, ko smo prišli na Buli, smo videli, kdo je na drugi strani in smo se sam spogledali. Se spomnim, da je takrat Gregor Polončič, pa Žagar, pa Rožič, no pa jaz smo bili samo Polonca in je rekel, no je to. Rekel, okej, to je to. No, takrat jaz se spomnim, da sem se zagrabil mislim, da je bil takrat Žiga Petač, ki ni bil nek hud pretepač. Takrat Gregor Polončič se je zagrabil z enim Kanačanom, ne vem kako se je pisal, ampak bil je pretepač, tako da je imel kar težko. Ampak ja, dvorana je bila čist polna, vsi smo vedeli, kaj bo. Ja. Na Jesenicah? Na Jesenicah, ja. Ja, to so posebne zgodbe, zato me zanima, da dejansko veš, kdaj prihaja ta zadeva. Ja, ampak ta je bila res, ta je bila tako, vsi smo vedeli, cela hala v bistvu je vedela, da bo nekaj. In potem, ko smo videli, kdo gre gor, pa kako se postavijo, ker hitro se že, prav spomnim se, ja, Polonce je rekel, to. Polončič je veljal za takega, da je bil norc. Ja, on se res ni ustrašil nobenega. Vem, da takrat, ko se je stepil s temu, Jakopin se je pisal, on je bil siguren za eno glavo večji, ampak se ga nič nič ustrašil, ja. Mislim, da sem zasledil neki dokumentarc, mislim, da je bil Bugart ali nekaj takega se je pisal. Ta nek enforcer, ki je, mislim, da so tragično. Veliko, večina teh enforcerjev. Hude težave. So tudi že pokojni, ja. Tvoj sin je zdaj že kar v letih, to rekel, 18-19 let ni več, niti je polnoleten.
in gre po tvojih stopinjah. Je v Kanadi in kako gledaš na njegovo kariero? Ja, Jan, trenutno mu gre zelo dobro. Ja. Jaz se spomnim, on je začel še, ko sem jaz igral, ampak tisti zadnja leta. Potem sem mu pa skozi probal svetovati skozi kariero. Če sem čisto iskren, ko je bil on mlad, takrat 5-6 let, je on tudi igral nogomet. Okay. In je bil zelo dober. Igral je za NKLSC, vem, da so bili tudi na enem turnirju v Italiji in on je bil res dober, tako tudi v Torinu, pri Juventusu in so ga videli tudi drugi in so rekli, super, naj nadaljuje pa to. In jaz takrat sem mu rekel, poglej, igraj fuzbal. Zato, ker vem, da hokej je težak šport, v Sloveniji je zmeraj nek problem. Ampak on je rekel, ne, jaz bom igral hokej. In zato, ker takrat se je pač treba odločiti, da je nekako to, ki je postal star, to je bilo, ki je bil star 10-11 let, se je pa takrat odločil za hokej, ker enostavno nismo mogli več voziti njega na vse treninge. In ja, jaz sem ga pač podpiral, kar sem ga dejal samo na svete. Nisem se nikoli hotel mešati s trenerji, ampak zmeraj sem mu pa individualno svetoval, pa bolj sem ga usmerjal, kot pa kaj učil. No. Ok, greva malo naprej. Rekel si, da si mu rekel, pej rajši v fuzbal, ker veš, kako je v slovenskem hokeju in tako. Tudi tvoja diplomska naloga je bila tako, zanimiva, raziskovanje nagrajevanj, bonusov pri športnikih. Kakšni so bili tvoji zaključki, ko si to? Ja, zanimivo. Mislim, mene je zmeraj zanimala tudi ta stvar. In študiral sem management in za diplomsko nalogo sem se takrat odločil, sem rekel, če že delam diplomsko, naj vsaj nekaj, kar me zanima. In sem se jaz odločil, da malo raziskujem, kako je s tem nagrajevanjem, če je v bistvu samo nagrajevanje ali pa v bistvu finance, če kaj vplivajo na motivacijo športnikov. Ampak sem na v končni fazi videl, vsaj moja diplomska naloga je pokazala tako, da v bistvu sam denar ni toliko pomemben pri končnem rezultatu, da so športniki, da denar je en higienik, da pač minimum moraš sigurno doseči ali pa ga imeti, zato da lahko normalno živiš, ampak sama motivacija pri športu je pa veliko bolj odvisna od drugih stvari, bolj od samodokazovanja in od tega. To mi je bilo zanimivo, zato ker velikokrat bereš, ta je podpisal za toliko denarja, ta je za toliko denarja, ampak v končni fazi vidiš, da ni denar motivator. Sej, primer Cristiano Ronaldo ima denarja sigurno dosti, da mu ni treba zaslužiti tudi evra, ne več, ampak ga še kar nekaj žene naprej. Ta negotovost pri športnikih, se mi zdi, v slovenskem športu je malo tiste, še vsem smo tle malce na Balkanu, nismo toliko na tisti pravi zahodni strani. Tudi sam sem imel kdaj izkušnje s temi zamujanji, s plačili. Kako je bilo v hokeju? Vem, da s fanti, ki se pogovarjam še, ne vem, če se je že danes kaj spremenilo. Včasih vem, da ste imeli pogodbe po 9-10 mesecev. Kako si sploh s tem nekako... Zmeraj. Zamude so bile zmeraj. Mislim, da je zdaj veliko boljše, no? Tudi v Sloveniji je zdaj zelo dober. Nažalost vemo, da sta oba kluba in Jesenice in Olimpija sta bankrotirala, tako da so jih na novo zaštartali. Ravno to, v bistvu skoraj ne morem si predstavljati. Igraš za en klub, zaprejo klub, odprejo novega, super, to je, ne moreš, novi Olimpiji ne moreš nič učitati, ker to je ločena stvar, ampak se te stvari dogajajo in ne vem, mislim... Jaz v svoji karieri sem dokaj uspešno jo preživel, lahko rečem, da mi je stara Olimpija dolžna še 3 plače, pa en češki klub, ki sem igral gor, mi dolžen pol plače. Tako da lahko rečem, da uspešno sem zaključil kariero. So pa kakšni, ki niso imeli te sreče. Smo imeli pa konstantno težave z denarjem, konstantno težave z zamudami. Mislim, ti prihajaš iz nogometa, mislim, da je podobno bilo. Zdaj mislim, da je sigurno boljš. V hokeju je sigurno boljš. Takrat je bilo pa pač to tudi del športa. Mislim, da je ta tranzicija zelo pripomogla vsem, da je bilo malo bolj po domače vse. Kaj pa, če primerjaš, zdaj si v letalski industriji, lahko kaj šport vleče, recimo se lahko naučijo te stabilnosti, reda, ki ga imate
konec koncev v letalstvu, a lahko kakšne vzporednice povlečeš? Sigurno. Jaz mislim, da sem zelo veliko vzel iz športa ven. Zato tudi in sinu, in kako je velikokrat me kakšen starš vpraša, pa to glede, ne vem, nadaljevati športno pot mladih. In zmeri svetujem, jaz mislim, da ti šport da zelo veliko. Ker moramo se zavedati, da zelo malo ljudi postane profesionalnih športnikov, sploh na tistem najvišjem nivoju. Ampak mislim, da ti šport da eno strukturo v življenju, da ti da eno zavedanje, da če hočeš uspeh, moraš tudi nekaj narediti za to. Te delovne navade, poleg tega ekipni športi ti dajo še eno pripadnost eni ekipi. Tako da jaz mislim, da za vsakega mladega, če se ukvarja s športom, je to 100% pozitivno. Ne odmislimo vse rezultate potem, ali pa da bi kdo postal profesionalec. Mislim, da je sam ukvarjanje s športom mladih, da ti da zelo veliko za življenje naprej. In v moji karieri v letalstvu mislim, da mi to dalo zelo veliko, to disciplino in za učenje in za vse ostalo. Me naredili to, kakšen pilot sem zdaj, mislim, da ima zelo veliko pripomogel k temu, da sem bil prej hokejist. Ravno to, potem prekineš oziroma končaš kariero na vrhuncu, oziroma lahko bi mogoče igral kar nekaj let in se odločiš, grem za pilota. Piši mi ta proces, kako je šlo. Jaz sem tak, ko se nekaj odločam, pol grem v to. In stvar je bila taka, jaz sem bil star 28 let, imel sem že licenco privatnega pilota, vedel sem, da bi to rad in prišel sem do točke, igral sem v Ljubljani, takrat mislim, da sem bil tudi kapetan ekipe, ampak prišel sem do točke, da sem rekel, 28 let sem star, jaz mislim, da sem dosegel en svoj nivo, več ne moram, igral sem zadnjih 5 let takrat tisti EBL ligi, zdaj ICE ligi, sem rekel, nisem se videl, da bi lahko še napredoval. In sem rekel, zdaj na isti točki biti, pa nisem bil nikoli tak, da bi bil na isti točki in sem rekel, pol je pa to ne. Lepo smo se imeli, ampak zdaj pa treba nekaj drugega. In takrat sem prekinil, dokaj nepričakovano za ostale, ampak jaz sem pač se vedel, da je prišla točka in v tistem trenutku sem enostavno zaključil. Vem, da mi še takrat Matjaž Sekelj je rekel, pa bi mogoče bil pomočnik trenerja, takrat je bil en Finc, Hano Jarven pa je bil trener, rekel, bi mogoče pomočnik trenerja, pa bi študiral za pilota ob tem, ampak sem rekel ne, če prekinem, grem 100% v letalstvo. Je proces postati pilot komercialnega letalstva zahteven, kaj vse v bistvu si mogel dočez? Zahteven je, mislim, da je predvsem zahteva veliko samodiscipline, samoiniciativnosti, ker v bistvu razlika, kar je bilo odprej, ko si en član ene ekipe, je, da imaš ti pripravljen urnik in ko ti rečejo, imaš ti zajtrk, ko ti rečejo, imaš trening, imaš tekmo. In v trenutku, ko pa to nehaš, naprimer, in sem šel jaz v letalstvo, si pa za vse sam. Ti pa noben ne reče, ti se moraš to naučiti, ti se moraš to, ampak ti moraš vedeti, kaj rabiš in se moraš tako da moraš biti zelo samoiniciativen, zelo discipliniran. Tako da to je bil kar šok na začetku. Si se kar lovil, veliko športnikov ima s tem problem. Pa se spomniš mogoče prvega poleta, ko si bil ali kopilot ali pa pilot v komercialnem letalstvu. Zdaj začel si v bistvu svojo kariero. Zelo dobro se spomnim. Mislim, da se vsak spomni. Jaz sem takrat potem dobil službo v nizkocenovniku Ryanair in sem bil baziran. Najprej so me poslali po tako imenovanem type ratingu, kjer te usposabljajo za tip letala, kar je bil Boeing 737. In so me potem poslali v Liverpool na line training. Line training pa pomeni, da se v bistvu upelješ na linijo. In se spomnim prvega leta, inštruktor je bil en zelo izkušen, en izmed bolj izkušenih v celi Ryanair firmi, kar je zelo velika. Ampak jaz se spomnim, da je let bil iz Liverpoola na Rhodos, ki traja skoraj 5 ur. Meni je menil, kot da bi bilo
5 minut, ker jaz sem bil tudi sam inštruktor kasneje in vem, kako je, ker to si v bistvu vse skupaj preveč. In trajali 5 ur, meni je delovalo kot 5 minut, skozi konstantno v aviaciji rečemo, da si za avionom, da nisi proaktiven, ampak samo slediš, kaj ti, ampak vse to je normalno na začetku. Ampak še zdaj se spomnim, to je bil let Liverpool na Rhodos. Jaz sem letel, kapitan je bil ta pilot monitoring, se reče, ker nadzorujete in ko sem prvič pristal, sem ful lepo pristal, ker na prvih par letih imaš tudi safety pilota kot tretjega, če bi bilo treba, da se zamenjaš, naprimer. In takrat je še ta tretji safety pilot rekel, tale pristank ti pa ratal, kar je res, ker ni tako, res mi je lepo ratal pristank, tako da sem jaz pol mislil seveda, zdaj pa približno vem, kaj delam, kar seveda ni res. Tako, to se je pa videlo na naslednjih letih, ampak prvi let je bil tak, A bi lahko vlečeš vzporednico ali pa primerjaš, če rečeš prva tekma ali pa neka pomembna tekma v hokeju, proti prvem poletu, kje si bil bolj nervozen, kje si bil bolj na trnih? Ja, lahko rečem, da je dokaj podoben, zato ker se sam veš, ko si tudi ti igral pred tekmo, ima vsak mal treme, mal da se spraviš v samo tekmo. Isto je pa takrat bilo, ali pa tudi ne bom rekel pred vsakim letom, zato ker zdaj pač leti postajajo rutinski, ampak včasih je pa še zmeraj vreme težava, težka ruta, razmere, karkoli. In te pač čutiš malo tistega pritiska, ampak je pa tudi, ko se pa tekma začne, ali pa ko se let začne, ali pa ko začneš predstavljati stikala v kabini, pa pač padeš v to noter in pol pozabiš na vse to. Podobni občutki, ne? Ja. Zdaj vemo, kaj je v Sloveniji, ko se je zgodilo z Adrio Airways, kako si gledal takrat na to, mi zdaj nimamo nacionalnega prevoznika, te je to kot pilot prizadelo, oziroma kako gledaš na to? Ja, meni je zelo žal, da nimamo, zato ker mislim, da je dobro, da ima država svojega prevoznika, pač tako je prišlo, jaz sem imel tudi dosti prijateljev v Adriji, ki so takrat izgubili službo. So se vsi znajdali, ker moramo vedeti, da pilot postane določen tip človeka, ki, kot sem rekel, da so proaktivni, da se znajdejo, moraš se znajdeti, ker v končni fazi v zraku si sam. In vsi ljudje so se pol naprej znašali. Mi je pa žal, da nimamo, nažalost je to propadalo. Če bi tebe postavili na nekega odločevalca, pa bi rekel, ok, zdaj imamo ta budžet, a bi postavil, oziroma na kakšen način, kaj bi spremenil, kako je s tem? To je zanimivo vprašanje, ampak lahko rečem, da v letalstvu je dosti znano to, da takrat, ko piloti prevzamejo letalske firme, propadejo. Torej, niste za to? Ja, zato, ker piloti zelo veliko govorijo, kako bi bilo treba nekaj narediti, to konstantno je tudi v kokpitu debata, kako bi mogla firma, ampak piloti naj raje letijo, pa menedžerji naj vodijo firme. Tako da nočem nič reči, kako bi naredil, ker je ta cela aviacija zelo kompleksna industrija in je težko, moraš biti strokovnjak za to, ne pilot. Piloti znajo leteti. Povej mi to,
prijatelje, malo sem se pozanimil pred tem pogovorom, malo sem govoril s tvojimi prijatelji, bratom in bližnji te opisuje kot človeka obdobij. Zdaj ti bom pa jaz pokazal par slik, pa mi boš malo povedal, sicer niso direkt, nisi ti na slikah, oziroma na kakšni si, pa mi boš malo povedal zgodbico v zadju, pa če drži, ne? Tole ti bom pokazal. Tole to je Bob se spomnim, to je zgodbica, krasna zgodbica, to smo bili na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku 2005, mislim, da je to zadnjič, ko je Slovenija ostala v A skupini, ko smo ostali takrat do letošnjega leta. In tam je Innsbruck je gostil olimpijske igre dolg časa nazaj, tako da takrat, ko smo imeli, mislim, dan prost, smo šli na bob stezo, kjer je mogoče bilo iti s tem bobom, tako da je bil super izkušnja. Seveda nič ne veš, ti daš glavo dol, samo. A je res, da si nekaj časa to mi je tvoj brat rekel, da si celo sanjal o tem, da bi mogoče celo bil v nekem slovenskem bobu. To je tako, zdaj pa so take ideje. Pa tole je tudi hitrostno drstanje, to mi je pa rekel, da boš prvi Slovenec, ki bo šel na... To so bile ideje včasih. Jaz sem dokaj, nisem bil jaz nikoli nek eksploziven tip drsalca, ampak imel sem pa dosti dolg korak, pa dosti močen sem bil, tako da sem dosti hiter drsal. Enkrat vem, da sem še celo zmagal tistmu, ki smo imeli včasih Poligon. Ta dan hokeja, kot ena tekma. To je bila čisto ena izmed idej. Pa tudi to, je rekel, ti, ki si se nekaj odločil, si to delal, pa če je bilo to za obdobje enega leta ali pa dveh, si to delal, pa si lahko na neki točki samo opustil to stvar. In to je bilo isto so mi rekli, da ko si kupil motor v času ko si v Olimpiji igral, da si po parih mesecih pristal tlele poznaš tole program. Na Grobniku smo bili. Na Grobniku, da si šel v take ekstreme, iz nič res je, da ko me nekaj zaveseli ali pa to grem probat. In en obdobje je bil, ko smo imeli motorje, tudi jaz pa Gregor Polončič pa Aleš Kranc, je bila ravno tekma za njega. Vem, da smo z njemu še eno dirkala skupaj, ta endurance dirko. Takrat sem padel v to noter, užival sem ful, motori so me takrat ful potegnili. Potem sem dvakrat padel, enkrat na Grobniku, enkrat smo padali skupaj tle. In to je bilo tisto obdobje, ker pa takrat se je pa poj sin Jan rodil. Sem se malo strašil v bistvu, no. In sem rekel, da tole pa mogoče boljš prodati. Zdaj pa več takole tekmuješ, ne? Res. Zdaj. Kolesarjem moram reči, da kolesarjem jaz že celo življenje. Jaz sem spremljal Tour de France, še kaj je bil Miguel Indurain, ko sem bil 10 let star, 11 let star, se spomnim, da sem bil sposoben cel julij pred televizijo popoldne gledati. Vsi so rekli, kaj ti to gledaš, se nič ne dogaja, ampak meni je bilo zmeraj zanimivo. Tako da sem se zmeraj s kolesom vozil. Mogoče pred 5-6 letom, takrat sem pa tudi šel na par dirk teh amaterskih. In sem zmeraj užival. Še zmeraj, tudi danes bi šel, če bi bilo mogoče, nažalost, zdaj v Katarju ni glih nekih opcij. Pa znaš sploh kakšno stvar delati na pol? Rekel so mi, da zelo težko, prej si sam rekel, da greš do konca, da vztrajaš, da so te hobiji, ko se zapičeš. Tudi brat mi je rekel, da italijanščino govoriš že v narečju, tam, ko si živel. Se jo moram, ker drugače me ne zastekel. Znaš sploh kaj delati na pol? Ne. Rad, če nekaj probam, pol rad probam tudi, da pridem do nekega nivoja, da lahko saj ocenim, a mi všeč ali ni. Tako da rad grem, če delam eno stvar, jo probam delati na 100%. Povej mi še to, anekdotco imam zate, oziroma tvoj zdaj kolega je direktor pri Olimpiji, športni direktor Olimpije, mislim, da je to njegova funkcija. Mi je zaupal, da si tam v 20, ko ste bili star malo dobrih 20, ste odprli neko posebno agencijo, mislim, da se je imenovala OSA. Daj mi malo zgodbo. To je bila super zgodba. Mi smo bili, se pravi, Anže Ulčar, Egon Murič pa jaz, vsi smo igrali za različne klube, ampak mi smo bili prijatelji že od majhnega, ker smo igrali skupaj na Bledu.
In mislim, da smo bili enkrat na morju, zvečer, sigurno smo spili kakšno pivo ali dve, in je prišla ideja, zakaj mi ne bi odprli firme. Kakšno firmo? Pa smo začeli ideje zbirati in ja, mi bi pa na Bledu kar imeli eno športno agencijo, to. No in smo rekli, ok, pa dajmo, ne. In smo se zelo vrgali v to in mislim, da smo imeli dobro idejo. Mi smo hoteli, ena izmed stvari je bilo, da bi organizirali hokejske tekme za naprimer čiste amaterje, da bi pripravili pravo hokejsko tekmo z vso opremo, z osvetljavo, z napovedmi. In smo res to naredili. Imeli smo tudi izlete 4-kolesnike z vsem tem. In to smo v bistvu nekako med poletjem, ko ni bilo sezone, smo to delali. Ne. Problem je pol nastal, ko se je začel hokej, ker mi nismo imeli časa. In smo pa hitro spoznali, da je to zelo težko usklajevati. Nekaj časa mi je pomagal še moj bratranec, ki je nekako vodil to zadevo. Ampak, in moram reči, da firmi še nekako je šlo dobro, zelo dobro, glede na to, kar smo ker mi smo bili mulci, mi smo bili stari 23-24 let. Ampak prišli smo do točke, da pač en more delati v tej firmi. In mi smo igrali hokej in se noben od nas treh ni videl v tem, da bi to nadaljeval. In smo pač pol zaprli to, pa prodali. Vse smo prodali, no, dve filme smo prodali. Vsaj nekaj ste. Je bila pa super izkušnja iz biznisa, iz vsega. Več sem se naučil kot na faksu iz tiste izkušnje. Res smo se veliko naučili. Ja. Pač malo smo tudi zgubo imeli, ampak na tem se najbolj naučiš. Zelo dobro uporabljen denar. Ja. Izkušnje so neprecenljive in to je najbolj važen. Kakšna pa, greva počasi pod koncu, je letalstvo tvoje, tako bom rekel, zadnje obdobje, ali misliš, da se vidiš še v čem drugem poklicu, mislim? Ja, ne, jaz zelo rad letim. Zdaj imam že več kot 10,000 ur, ampak še zmeraj zelo uživam v letenju. Tako da, ja, glede službe mislim, ne bom nikoli rekel, da je to zadnje, zato ker vemo tudi, da je letalstvo zelo ena nehvaležna panoga in se menja izgled. Zelo hitro se obrne, vsi smo videli, kako je bilo v covidu. Kako je bilo pa sploh v covidu? Mislim, da je grozen je bilo, ker je prišel moment, ki se je samo operacija ustavila. Mi smo bili vsi doma, nismo delali, nekateri smo dobivali ene plače, enim se je čisto ustavili, eni so izgubili službe. Tako, letalstvo je zelo težka panoga in se zelo hitro vse zamenja, zato da upam, da je to moja zadnja služba, zato ker ja, se pravim, rad letim. Ampak nikoli se pa ne ve. No, to vprašanje, ki bo vstavljeno vsakmu, kje se vidiš čez 15-20 let? Ja. Boš še letel ali boš... Ne, jaz upam, da čez 15 let bi rad nekako nehal z letenjem, ker je res, da je letenje tudi ena taka stvar, ki je zelo fizično zahtevno za telo in mislim, da sploh urniki, ki se trenutno delajo v letalstvu, da so zelo težki. Tako da bi rad še šel v penzion dokaj zdrav. Kje se vidim? Rad bi mogoče kakšno jadrnico kdaj imel. Vidim se tudi sigurno na kolesu, mogoče na golf igrišču. Sigurno bom nekaj delal, no. Ne vem, ali bomo v Sloveniji, ali bomo v Italiji. To je bilo moje naslednje vprašanje, kje se vidiš? Ja. Si navezan tako na Slovenijo, oziroma si v bistvu zdaj, ko si že toliko sveta Jaz moram reči, da sem bolj na ljudi navezan, kot na... Zelo rad imam Slovenijo. Slovenija je ful lepa, vsakega povabim sem, prijatelja, vse, ampak bil sem pa tudi že toliko zunaj, da tudi zelo hitro mi postane dolgčas v Sloveniji. Moja žena je pač Italijanka iz Sicilije in velika verjetnost, da bomo tudi tam kdaj. Zelo dobro se dol tudi počutim, se pa nikoli ne ve. Meni so bili tudi všeč, en let smo preživeli na Tenerifih, ko sem takrat delal na Tenerifih, bi jaz z lahkoto tudi tam živel. Tako da
Ja, bomo videli. Ali pa v Dohi, se ne vem. Še to to sem prej pozabil te vprašati. Koliko je bil tvoj najdaljši polet? Od kje do kje si? Ja, jaz večino kariere sem preživel na 737, na Boeingu 737, tako da to so tam ene kratki do srednji leti. Najdaljši let mislim, da je bil tam okrog 6 ur zdaj. Zdaj, glih v tem času me zdaj menjajo tip letala, tako da bojo verjetno daljši. Ampak 737 je bil tam nekje 6 ur, tako da to je pa že kar maksimum za ta tip, ja. Si imaš zastavljen cilj oziroma želiš priti enkrat do tistih, ki so čezoceanski oziroma ta dolgi? Ja, zdaj so me prestavili na ta avion, moram upraviti še trening pa to. Ja, dosti sem že priletel s 737, da sem že počasi rabil en drug challenge. V končni fazi so pa avion je avion na konc koncev. Tako da rad bi še probal kaj, ampak nimamo ravno izbire glede tipa aviona, kamor nas dajo. Bi pa rad še drugi. Na koncu je tako, kot v športu, na koncu kamor te postavi trener, tam na koncu moraš. Točno tako. Da so kar vzporednice. Ja. Evo, čisto na koncu sva zdaj tem dal pa samo en kratek 45 sekund bo trajal kvizek, oziroma boš povedal ali pa neko stvar, ki boš dobil kot vprašanje, prav? Okay. Evo, bova začela. Pa pejva, najljubša hokejska dvorana, kjer si igral? V Quebecu, ko smo igrali 13 let stari, Quebec City. Najtrši nasprotnik, proti kateremu smo igrali? Derbi. Popravim. Ko smo igrali proti Finski na svetovnem prvenstvu, nismo imeli za burek. Najboljši soigralec, s katerim si delil garderobo, tako po kvaliteti? Anže Kopitar. Pretep, bolj adrenalin ali bolj strah? Oboje. Tretjina derbija ali 10 ur letenja? Kaj je bolj naporno? 10 ur letenja. Prvi avto, katerega si imel? Ford Mondeo Caravan, zelo dolg. Evo, sej to je to, smo prišli, če tu na hitrco, koliko je. Evo, Jure, ful hvala za tole, kar si z mano delil, res si posebna zgodba o tem. Dolgo časa sem vedel jaz, da je nekdo v hokeju obstaja, ki ima res to posebno zgodbo. Jaz kot hokejski navdušen sem si želel dobiti gosta, ki ima in tako zgodbo, torej in na enem področju v hokejskem, kjer si je najbolj uspešnih, ki so kdaj drsali tukaj, pa tudi ta res posebna zgodba pilota in res hvala, ker si bil prvi hokejist na tem stolu. Ja, ni za kaj, zelo prijetno, jaz zmeri se rad družim z športniki, ker imamo podobno miselnost. Vemo tudi, kako smo sploh sem prišli, vemo, kaj to zahteva. Super, jaz sem z veseljem. Hvala. Hvala tebi. Hvala. To je to. Evo.